Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Ta teden so se na seji sestali bohinjski občinski svetniki in svetnice. Več o dnevnem redu seje pa župan Jože Sodja. Dnevni red smo imeli ta NUSZ, davek in pa prvi del tega odloka, prvo branje. Potem smo imeli DOLB, to je ta naše ogrevanje v Bohinjski Bistrici, kjer je potrebno urediti ali pa sprejeti koncesijo in pa povečati to koncesijsko dobo, da bi poskušamo zmanjšati ceno. Potem je bila poravnava na sodišču za ta plaz v Srednji vasi. Potem so povečanje ali pa sprememba cen v vrtcu in pa sprememba cen v temu oskrbi na domu. In pa seveda pod pobude in pa vprašanja je prišla ena pobuda. Med sejo so imeli tudi nekaj težav z elektriko. Današnja seja je bila precej kaotična, ampak ne z smisla nas, udeležencev, ampak zaradi električne energije. Moram reči, da nam tukaj pri tej rekonstrukciji naše stavbe očitno je nekaj prišlo vmes, že prej smo opažali to napako, zdaj se to še ujačalo. Ker nismo imeli veliko točk, smo se pač odločili, da to speljemo do konca. Žal v temi, glas mislim, da je bil posnet, jaz se opravičujem vsem gledalcem, ker pač je do tega prišlo, ni bilo nobene, to ni bilo, bom rekel, nekaj za nalašč, da bi se skrivali, ampak je pač taka situacija, zato smo tudi rekli, da nadaljujemo, če pač zvok je, tako da se lahko slišimo. Svetniki in svetnice so se seznanili tudi s temeljnimi postopki oživljanja. To je bilo dogovorjeno, če bi bilo vse normalno, bi ta prikaz oživljanja pripeljali ali pa izvedli med odmorom, takrat, ko imamo planiran odmor, vendar ko se je pač pojavila ta napaka z elektriko, smo izkoristili tisti čas, da to prikažemo. Jaz mislim, da je prav, da tudi svetnikom prikažejo člani Rdečega križa te postopke reševanja, ker mislim, da so člani občinskega sveta tisti, ki smo potrdili nakupe teh defibrilatorjev, ki jih v Bohinju ni malo, in jaz mislim, da nas glede tega ni treba biti sram. Ravno tako te predstavniki Rdečega križa te predstavitve izvajajo tudi po gasilskih domovih v tem mesecu, tako pod projektom Oživimo Bohinj, tako da mislim, da je tudi prav, da jih tudi pokaže tukaj nam, ki o tem odločamo, o teh financah. Na seji občinskega sveta v Bohinju so obravnavali tudi poravnavo z družino Bremec, ki je zemeljski plaz uničil hišo. Ja, točka poravnava je bila pač meni prav žal. Prav pri tej točki poravnavi je začela nagajati elektrika, ni bilo to z razlogom, kot smo že prej dejali. Točko poravnava smo se pač odločili zaradi izbranih, bom rekel, izbrana je bila izmed dveh slabih boljša varianta. Jaz kot župan sem se moral odločiti ne po čustvih, ampak po gledanju ali pa glede na status občine ali pa glede dobrega za občino. V daljšem pogledu moram reči, da za poravnavo smo se odločili na pobudo nasprotne strani. Mi smo pač postavili pod kakšnimi pogoji, na te pogoje so se strinjali, tako da smo to izravnavo ali pa poravnavo izvedli. Moram reči, da so stroški v teh letih, ki je ta postopek tekel, narasli že prek 700 000 evrov, tako da in pa pri taki dolžini takih razprav, bom rekel, ki se tako dolgo vlečejo in bi se vlekle zdaj še naprej verjetno, bi te stroški še naraščali, nikoli pa nismo izven nevarnosti, da bi rekel, da smo na varni strani. Vedno obstaja možna tudi nevarnost, da del stroškov prileti tudi na nas, takrat bi bili pa stroški veliko večji, kot so pa sedaj. Sedaj so teh 60 000 in se prekine vsa dejavnost, kar se tiče te tožbe. To je bilo poravnano z odlogom, ker je moral občinski svet to potrditi ali pa završiti.
Mi smo zdaj potrdili in se z današnjim dnem to takoj avtomatsko ukinja. Mi sporočimo samo na sodišče, da je to urejeno in se zaključi ta postopek. V Kranjski Gori so ta konec tedna potekali Lavtižarjevi dnevi namenjeni kulturi. Tudi letos so organizatorji, člani in članice Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar pripravili pester 4-dnevni program. Letos smo imeli zelo pester izbor. Pester izbor različnih kulturnih prireditev, od plesne predstave, gledališke predstave, komedije seveda in klape iz Kopra, Semikanta, ki je zaključila Lavtižarjeve dneve. Lepo vreme imamo, nekako kaj možeš, jaz pa vnuki pa vi še težave s protezo. Sedite, gospod Martin. Ne, veste, se ne spodobi, da bi moški na avtobusu sedel, medtem ko poleg njega stoji mlada dama, sicer pa na naslednji postaji izstopim. Kako se reče v naslednji postaji? Mislim, da je, moram pogledati na vozovnico, žal sem jo izgubil. Mi boste morali dati pač drugo, gospa sprevodnica. Lavtižarjevi dnevi so že tradicionalni. V koncu meseca oktobra z njimi želimo popestriti kulturno dogajanje v Zgornjesavski dolini in seveda tudi v Kranjski Gori. So se zelo dobro prijeli. Vsako leto imamo veliko obiskovalcev in tega se resnično veselimo, da so ljudje zadovoljni in pridejo na prireditve. Gospod Martin, tudi gospod Baker nisem. Seveda ne, no. Se vas še nikoli nisem videl. Tudi to ne bo držalo. Vidiva se vendar vsak dan, jaz sem vaš nevrolog, dr. Hoffman. To pa je dr. Da Silva, ki se je pridružil na naši ekipi in bi po svojih močeh pomagala, da se bomo počutili bolje. No, jaz se počutim nevarno dobro. Jaz se pa ne počutim niti tako, niti drugače. Pravzaprav se sploh ne počutim. Kaj pa tole, ste slišali? Pacient pravi zdravniku: doktor, kar naprej mislim, da sem kokoš. Ja, kako dolgo se pa to že dogaja, vpraša zdravnik. Ja, že kar malo več kot 1 leto, pravi pacient. Ja, zakaj pa niste prišli že prej, se začuti zdravnik. Saj bi, pravi pacient, pa mi žena ni pustila. Rekla je, da rabimo jajca. Gospa je tipičen primer Turejevega sindroma. Neobvladljivo trzanje, pačenje, bliskovite, poudarjene kretnje, izzivalno vedenje, vulgarna šaljivost. Možna je delna kontrola s hladom. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Kostanjev večer na prostoru Rute Center pod Poljem čez kolesarsko stezo bo v četrtek ob 19. Na RTC žičnicah Kranjska Gora so že začeli predprodajo smučarskih kart. Kupite jih lahko prek spleta ali na blagajni žičnic. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami, počitnikarjem seveda lepe počitnice in nasvidenje do prihodnje nedelje. Pa srečno!